tokrat en namig iz Zooma, ki pride zelo prav za vse tiste, ki snemate svoje Zoom delavnice ali pa neka Zoom srečanja. In če jih želite v bistvu potem urejati v urejevalnikih, v video urejevalnikih, in mimogrede v bistvu s tem orodjem, s katerim delamo spletne tečaje, seveda lahko urejamo tudi Zoom posnetke, je tukaj le ena stvar, ki vam jo predlagam, da jo imate vedno pokljukano, in sicer je tole tale opcija Optimize the recording for third-party video editor. Skratka, to bo res zagotovil, da v bistvu, če imate to funkcijo vklopljeno, še to, priporočam vsekakor, da snemate vedno posnetke v cloud recording, mislim v cloud, prvič zaradi, bom rekla, čist varnostnih zadev, ker se vam ne more zgoditi, da bi po pomoti nekdo začel k sebi snemati, recimo, da ste se kje kakšne nastavitve niste imeli pravilno nastavljene. Skratka, v vsakem primeru tudi kdorkoli bo stisnil cloud, kdorkoli bo stisnil recording, se bo snemal k vam v cloud, k vam v oblak in bo posneto pri vas. Druga stvar je pa to, no, da v bistvu ta cloud recording omogoča več različnih načinov snemanja, kar pomeni, da vam tudi zagotovi to opcijo te zasebnosti, bom rekla to, da lahko snemate pravzaprav samo sebe, ne pa tudi ostalih udeležencev. Bomo o tem kdaj drugič, za danes pa v bistvu, kar je pomembno, torej tale zadeva, ki jo pokljukate torej v svojih settingsih na Zoomu, Optimize the recording for third-party video editor. S tem si boste torej zagotovili, da so vaši posnetki dejansko ok, tudi za obdelavo v video editor urejevalnikih.